Mi nismo v opoziciji predlagali razrešitve Bojana Petana, nekega podjetnika iz krajev, kjer domuje tudi minister Vizjak. Mi smo predlagali razrešitev ministra Vizjaka, ker mu očitamo, dokazujemo kršenje ustave, zakonov in pa nekatere osebnostne lastnosti, ki niso primerne, da opravljaš javno funkcijo. Rad bi opozoril tudi na to, da je minister Vizjak minister, član slovenske vlade, ki ima vse vzvode, vkolikor kdorkoli v tej državi ne plačuje davkov, tako kot minister Dikaučič, ki ima sum utaje davkov in se mu sodi pred sodiščem v Murski Soboti, če krši zakonodajo, če je naredil kakršnokoli kriminalno dejanje, da sproži postopke. Nek direktor Fursa, ki je blizu SDS-a in Nove Slovenije, vozi na kosilo davčne zavezance. Mogoče bi se moral ukvarjati s to utajo davkov, ki jo je danes minister Vizjak tukaj predstavil. Mogoče bi morala se s tem ukvarjati policija, ko je SDS nastavila direktorja policije in vse ostale. Ne vem, mi danes tukaj razpravljamo o delu, ravnanjih ministra za okolje in prostor, ki se imenuje gospod Andrej Vizjak. Ne o Bojanu Petanu, o katerem smo poslušali 20 minut. Naslednjih 10 minut pa več ali manj zavajanje. In bom še enkrat citiral tisto misel, ki jo je od Angele Merkel citiral naš kolega, poslanec LMŠ-ja Rudi Medved. Kdor se odloči življenje posvetiti politiki, ve, da njegova glavna naloga ni služenje denarja. Minister Vizjak, ko je govoril o kubičnih metrih vode, glede Term Čatež, se je zmotil in dvakrat omenil 2,5 milijona evrov. Ne bom nič več dodal. In zdaj, če to misel postavimo v kontekst dogajanja pri nas pod vlado SDS in Nove Slovenije ter strank in poslancev, ki v tem času doživljajo svojo preobrazbo, ugotovimo, da besede Angele Merkel nekateri enostavno nočejo, ne želijo, ne smejo razumeti. A v LMŠ se zavedamo, da mora prav vsak, ki stopi na politični parket, razumeti, da je njegova osnovna naloga na demokratičen, transparenten, strokoven in spoštljiv način delati v dobrobit vseh ljudi. Ne samo tistih, ki so nas volili, vseh. Delati v korist skupnosti, pri tem pa spoštovati pravni red države. Ustava, zakoni in tako naprej. V nasprotnem mora taka oseba poiskati drug poklic. Poleg tega se v LMŠ zavedamo, da mora politik vedno gledati celoto, cel gozd neposameznega drevesa in bo sposoben biti, da gleda preko enega mandata. Ne samo do naslednjih volitev in je pripravljen državo uničiti zaradi tega, da bo dobil na naslednjih volitvah dober rezultat. Preko enega mandata. Torej, da se zaveda svoje odgovornosti do prihodnjih generacij, kar pri odnosu do okolja in naših naravnih dobrin je še kako pomembno. Te osnove, ki sem jih zdaj naštel, je ta vlada v celoti porušila. Še posebej bi se morali ministri in pa poslanci izogibati vsem okoliščinam, ki bi jih lahko pripeljale v konflikt interesov ali bi načele njegovo integriteto, zaradi česar bi izgubil zaupanje pri ljudeh. In še enkrat poudarjam, minister in poslanci ne zastopamo samo tistih, ki so nas volili, ampak vse. Tudi tiste, ki nas niso volili. In minister Vizjak, ne glede kako on to matematiko glede referenduma obrača in te številke, je izgubil zaupanje ljudi na referendumu.
Na referendumu mu je to povedalo skoraj 690 tisoč državljank in državljanov. Samo za primerjavo, ker je tudi minister Vizjak delal to primerjavo, za 5 strank, ki njega podpirajo v tem državnem zboru, SDS, Nova Slovenija, SMC, poslanska skupina Desus in pa stranka SNS, je glasovalo 453 tisoč ljudi. 240 tisoč manj, kot je na referendumu zavrnilo vaš škodljiv zakon o vodi, če že odpirate to, koliko ljudi je za kaj glasovalo. Ampak vi, minister in predsednik vlade ter Nova Slovenija in SMC, vse to spregledate. Minister ni odstopil, niti ni ponudil svojega odstopa, predsednik vlade ni predlagal razrešitve, koalicijski partnerji so veliko govorili, naredili nič. Poseben primer je Nova Slovenija. V javnosti so se izpovedovali, kako je grozno, kar je naredil minister Vizjak, izpovedali so se, da nima več njihove podpore, a naredili ne bodo nič. Ne bodo ogrozili svojih funkcij v vladi, državnih podjetij, ne bodo ogrozili svojega vpliva, moči. A vsi skupaj, spoštovani minister, podcenjujete ljudi, ignorirate sporočilo referenduma. Vaši koalicijski partnerji pa ignorirajo tudi vse kršitve, ki so pripeljale do referenduma in za katere ste odgovoren vi, ne glede, da je bilo kaj od tega sprejeto tudi v državnem zboru. Če se boste spomnili vaše vlade, mislim, da je bila 8. marca, ste sprejeli sklep, vlada je sprejela sklep, to je vaša vlada uvedla, da ste soglašali z amandmajem koalicije v državnem zboru na zakon o vodah. To je novička na spletni strani vlade 8.3. Se pravi, vi ste soglašali s tem, kar so te v narekovajih poslanci vladne koalicije naredili mimo vas. Pa gremo na te kršitve, ki vam jih očitamo. Poleg ustave in zakonodaje vam očitamo oškodovanje državnega proračuna ter še zavestno ignoriranje javnega interesa ter tudi osebnostno, moralno in etično neprimernost za funkcijo ministra. Zakaj to trdimo v LMŠ? Bom poskušal obrazložiti. Če hočemo razumeti celotno sliko, se moramo vseeno vrniti 14 let nazaj, ko se je minister Vizjak, takrat je bil prvič minister za gospodarstvo, ujel v prisluhe. Afera Glupi davki je dobila ime, ker je minister podjetnika napeljeval k izogibanju plačila davka državi. A pri tej zadevi ni šlo samo za sum utaje davkov, ampak vsebina pogovorov med ministrom in tajkunom kaže, kako se je v prvi vladi Janeza Janše kršilo vsa načela korporativnega upravljanja, kršilo zakonodajo na tem področju. To je tisto ključno sporočilo. In zakaj moramo to sporočilo razumeti na ta način? Zato, ker se je v prvi vladi Janeza Janše, če se spomnite prodaje Mercatorja pivovarni Laško in Istrabenzu v zameno za Delo in Večer, in to vse se je zgodilo v kabinetu predsednika vlade, začela tajkunizacija pri nas. In Petan je posledica ravnanj prve Janševe vlade. In nič od vsega skupaj se ni končalo dobro ne za slovenska podjetja, ne za državo, ne za ljudi. Ampak tajkunizacija, v kateri smo poslušali 20 minut, in pa gospodarsko uničenje, ki ga je prva Janševa vlada delala, niso del interpelacije. Ampak ker si je minister privoščil, da je 20 minut razlagal nekaj, kar ni del interpelacije, sem si tudi jaz spremenil malo moj uvodni nagovor.
Pa pojdimo na drugo Janševo vlado še, vseeno. V tej drugi Janševi vladi je minister Vizjak kupil delnice Telekoma in to le dan potem, ko je vlada v tajnosti soglašala z izplačilom višjih dividend, kot so bile predvidene. Zdaj lahko bi špekulirali in rekli, da je ministra k nakupu delnic vodilo tudi to, da se je veliko govorilo, da bo država Telekom privatizirala, prodala. Lahko. Vsekakor je kupoval delnice državnega podjetja iz funkcije ministra, nekoga, ki je zelo dobro obveščen. In to isto ponovi v sedanji vladi, tretji vladi Janeza Janše, ko minister kupi delnice Petrola in glej, slučaj, ravno tako pri nakupu delnic Petrola se izplača rekordna dividenda na to. Ampak stvari so se tokrat odvile celo bolje. Če je minister kupoval delnico okoli 289 evrov, pa je danes cena trgovanja 475 evrov. In zakaj je ta bolan posel, če parafraziram te kriptomilijonarje, karkoli že so, ki so sklenili milijonski posel s to vlado, s pošteno vlado in prodali neuporabne hitre teste? Zakaj je ta posel bolan posel za ministra? Ja, ker je minister vlade, ki je nekaj mesecev kasneje sprostila, liberalizirala cene naftnih derivatov. Nepomembno ni niti to, da je njegovo ministrstvo nasprotovalo gradnji novih bencinskih servisov, ker je šlo seveda spet na roko Petrolu, katerega delničar je minister. In še nekaj je, kar na celotno situacijo meče dodaten dvom. V nadzorni svet Petrola je bil imenovan vodja ministrovega kabineta na Ministrstvu za okolje in prostor. Kontrola je popolna, informacije dostopne, ne skriva se več, kot se je to delalo v prvi vladi Janeza Janše. To pa je že blizu definicije kleptokracije, sistemske vladavine tatov. In epilog teh manevrov je predstavil tudi grafično moj kolega Rudi Medved. Cene bencina in dizla so šle za ljudi in podjetja v nebo, vrednost delnic Petrola pa tudi. Toliko naključij, da že težko verjamemo, da je vse skupaj naključje. In tudi pri spremembah in dopolnitvah Zakona o vodi, za katerega je minister trdil, da gre za manjše spremembe, se je pokazalo, kako minister Vizjak zavaja in daje prednost zasebnemu interesu pred javnim. Tako močno je favoriziral zasebni interes, da je bilo ministrstvo pripravljeno kršiti 44., 70., 70a, 153. člen Ustave. Potem so kršili 142. člen Poslovnika Državnega zbora, 34.a člen Zakona o varstvu okolja, 8. člen Aarhuške konvencije, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2004, in še nekatere direktive EU in pa resolucije. Njihov cilj, tudi njegov od ministra, je bil zelo jasen. Na hitro, nepregledno, brez sodelovanja strokovne javnosti in nevladnih organizacij, z zavajanjem ter brez pogleda, kako bo to vse vplivalo na naše vodne vire, omogočiti pozidavo vseh obal, rek in jezer tudi v naravnem okolju ter gradnja oziroma obratovanje proizvodnje z nevarnimi snovmi na vodovarstvenih območjih. Ampak na srečo vseh nas jim ni uspelo. Nekaj sprememb smo preprečili v tem državnem zboru, dokončno pa so škodljivemu zakonu o vodah na referendumu s plebiscitarno večino rekli ne ljudje. Naj še enkrat spomnim, 104 tisoč prebivalk in prebivalcev se je izreklo v podporo ministru Vizjaku. 104 tisoč. 690 tisoč pa je reklo ne, minister.
690 tisoč prebivalk in prebivalcev. Ampak vi tega ne razumete kot nezaupnico, še več, do rezultata ste imeli celo podcenjujoč odnos, češ da ljudje niso razumeli, kaj je želela vlada narediti, da je bilo 690 tisoč ljudi zavedenih. Ampak Zakon o vodah in to, kar smo se vsi skupaj naučili iz Zakona o vodah, oziroma vsaj v LMŠ-ju, vas ni ustavil, da ne bi še vedno se šli okoljsko huliganstvo. Vaše ministrstvo je konec avgusta letos, se pravi malo po referendumu, v družbi Terme Čatež, tistemu podjetju, ki ga vodi tisti podjetnik, o katerem smo poslušali 20 minut, omogočilo črpanje ogromnih dodatnih količin termalne vode, čeprav je po naših informacijah to v nasprotju z dosedanjo okoljsko politiko opozorili pristojnih in tudi stroke. In s tem dejanjem, pa upam, da se motimo, se je povečalo tveganje za izsušitev podzemne shrambe vode na območju Brežic. Ampak nam gre za javni interes, nekaterim drugim za zasebnega, kar dokazujejo že 14 let. In vedno jim je šlo za zasebni interes, ker oblast jemljejo kot svojo last. Dajmo omeniti še na tem mestu poskus vladne koalicije in ministra Vizjaka, da zaobide referendumsko odločitev. To, na kateri je padel Zakon o vodah. Jeseni letos je namreč želel s spremembo gradbenega zakona omogočiti gradnjo ob nekaterih obalnih ali priobalnih pasovih mimo varovalk, ki jih določa Zakon o vodah. Par mesecev po referendumu ponoven poskus. Na srečo ni uspel zaradi pritiskov opozicije, stroke in grožnje z referendumom. In minister Vizjak ni storil le ene napake pri Zakonu o vodah. Ne gre za neznanje, neizkušenost. Gre za vzorec delovanja. Dejstvo je, da minister pri okoljski zakonodaji zavestno daje prednost parcialnim zasebnim interesom na račun nepovratne škode za naše vode, naravo in ljudi. Ampak minister Vizjak po svojih ravnanjih niti ne izstopa iz te vlade. Po razmišljanju mu je podobna večina ministric in ministrov. Ne vsi, večina. Skupaj s poslanci vladne koalicije pa tvorijo ekipo, ki je soodgovorna za brezsramno rušenje pravne države in demokratičnih temeljev. Uničevanje stabilnosti javnih financ, kršenje človekovih pravic, napada na javno dobro, podreditve medijev, pritiskov na sodstvo, uničevanje izobraževalnega sistema in javnega zdravstva ter civilne družbe in stroke, škodljivo mednarodno politiko, nižanje standardov komuniciranja. Da niti ne omenjam, kako je tej vladi na žalost vseh nas spodletelo pri upravljanju epidemije, v kateri je od 13. marca lanskega leta pa vse do danes zaradi covida vsake 3 ure umrl prebivalec Republike Slovenije. Z imenom in priimkom. Ampak še nekaj smo lahko spoznali v tem času. Spoštovani predsednik vlade se je svojo ekipo in ob sodelovanju Nove Slovenije vse skozi kazal v javnosti kot velik borec proti tajkunom. Tudi ministra Vizjaka smo slišali, kako se je on boril proti tajkunu Petanu. Ampak ta še zmeraj deluje zaradi globoke države. Pozabil pa je minister povedati, da je na oblasti, da bi lahko pa sedaj ukrepal, če ima dokaze. Ampak ne, vam bom povedal, zakaj ne. Ker je to samo vaša igra.
Igrate se, zavajate javnost, delate vtis, da se borite proti tajkunom. V bistvu pa se z njimi družite v kampih na Hrvaškem, na golf igriščih, jahtah, pri njih doma, na rojstnodnevnih zabavah. Ne vi, ta vladna ekipa, govorim, in na skrivaj sklepate posle, se dogovarjate o spremembi zakonodaje, kako se bodo prilagodili razpisi ali kako bodo poslanke in poslanci uničevali konkurenco. Dejansko je ta vladna ekipa prevzela delovanje tajkunov s to razliko, da je njihov cilj privatizacija oblasti in plenjenje po državi. Pa naj zaključim. Minister za okolje in prostor bi moral biti po svoji funkciji varuh okolja, narave in javnega interesa. A minister Vizjak je vse drugo kot to, kar v LMŠ resnično verjamemo. Pravzaprav nenehno dokazuje, da je sam grožnja okolju, da je minister proti okolju, proti pitni vodi in zato na tem položaju, v to smo trdno prepričani, ne more in ne sme ostati, če nam je kaj do prihodnosti. Zato bomo v LMŠ glasovali za njegovo razrešitev, za okolje, za naravo, za prihodnost. Hvala lepa.